Peak. Loker can you win? Loker can you win? NPC, low-key. NPC, low-key. Se cringe. Zdaj si pa sam low-key toxic. Age playing mi pa res že dolgo gre na živce. Age play je, ko se starejši ljudje delajo kot mlajše. O, živijo. Kako je bila danes v šoli? Na, tako, mid. Vedka je bila low-key ful brutalna, veš. Kako je bilo pa kje pri slovenščini? To sem pa slejala. Veš, kako sem slejala. O, to je pa super, no, ne? Ja. Prav moj tak main character moment je bil, tako da to si lahko ponosna. To, kar ste pravkar videli, je res igrani prizor, ki pa je v takšni ali drugačni različici v zadnjem času precej pogosto v marsikateri družini, kjer živi kakšen najstnik ali najstnica. Njihova govorica je za marsikaterega odraslega včasih skorajda nerazumljiva. Ne le govor, tudi druge oblike komunikacije, sporočila, mimi, trendi z družbenih omrežij se zaradi tehnoloških sprememb menjajo izjemno hitro in jim je težko slediti. Jaz ne razumem matematike, guys. Pija, Mark in Inti so učenci osnovne šole Livada v Velenju, ki so nam pojasnili, da je izraz 6-7 še vedno prisoten, ampak bolj v posmehljivem tonu. Recimo učiteljica reče 6-7 ali pa tudi če normalno šteje 1, 2, 3, 4, 5, pa ko pride do 6-7, se eni zaderejo, oni so pa že navajeni pa rečejo, da je cringe. Še lani oktobra je bil izraz 6-7, ki pravzaprav ne pomeni ničesar, vse prisoten del najstniškega slenga. Zdaj je cringe. Cringe mi je tako v prejšnjih letih popularno, pa je zdaj že tako malo čudno, tako malo zrazi. Trend lahko postane cringe oziroma neroden zelo hitro. Ko že gre na živce velikih ljudem. Pa ko na TikToku ali pa na socialnih omrežjih več ne vidiš toliko tega, ti je že malo jasno, da je tega vsega konc in da noben tega več noče slišati. Pridejo pa novi izrazi. Peak. Tough, loker can you win? Ja, prav ste slišali in ne, nič ni narobe z vami, če tega ne razumete. Loker can you win? In to je neka skovanka? Ja, low key, pač nizki ključ. To so tudi začeli prevajati v slovenščino, nizki ključ. To bi najpomembno, da bi bilo lahko to fajn. To bi bilo low key full peak. Loker can you win je pa sestavljeno iz low key, Charlie Kirk, pač njegov primek Kirk, pa genuinely. Njihova profesorica slovenščine Polonca Zlodej poskuša slediti njihovemu jeziku. Pogosto se z učenci pogovarja o novih izrazih. Da sta zdaj izraza tough in peak. V smislu nekaj zelo dobrega, njihov sleng značilen zanje in se potem pravzaprav zdaj že na mesečni ravni posodabljamo. Zdravo, Božana. Kako si? Zdravo, boti. Verjete, koliko je bilo v šole? Si videl, kaj sem ti poslala? Ne. Onega NPC-ja. Da vidim. Nisi? Da pogledaj, če sem ti poslala. Da vidim. Če me čisto randomly pišem na For You page. Dijaka Žana Črček in Filip Turek iz Dijaškega doma Celje sta mi pojasnila, kaj pomeni izraz NPC. Non-player v bistvu je ena oseba, ko je ful zmedena, hodi sem pa tja, pa ne ve, v bistvu v oblakih. Pedagoginja v njunem dijaškem domu, Darja Kotnik, že 30 let spremlja izrazje mladih. Sprva je še spremljala vse, zdaj pa vedno manj. Ampak to pravzaprav niti ni potrebno, pravi. Mislim, da marsikatero stvar ne razumemo, razen če bi morda bilo res za naše nadaljne delo oziroma za razumevanje mladostnika to potrebno. Ne? Velika razlika je tudi v tem, da zdaj komunikacija dijakov v veliki meri poteka preko računalnikov in telefonov. V dijaških domovih pa je prisotna še ena posebnost. V bistvu naši dijaki prihajajo iz celotne Slovenije in vsak prinaša s seboj mogoče kako to slengovsko frazo. In potem se v bistvu tu te besede izmenjujejo in na ta način potem pride do razvoja še novih besed.
Sleng je bil značilen še za vsako generacijo. Je drugačen od ustaljenega jezika in to je tudi njegov namen. Deluje namreč tudi kot identifikator, nekaj, po čemer se ljudje med seboj prepoznavajo. Tako posamezna generacija izraža svojo pripadnost, pojasnjuje jezikoslovec dr. Janoš Ježovnik. Sleng je najbolj produktiven v mladostniškem obdobju, ga pa še vedno nekako nesemo s seboj, ko odraščamo. Torej, dostikrat se je govorilo, sleng je govorica mladih, ne samo, ne. Sleng je govorica neke starostne skupine kot take. Mladi imajo različne slenge, tudi znotraj istega lokalnega okolja ali celo iste šole in starostne skupine. Ljudje z bolj alternativnimi stili imajo več angleških besed zraven uvedenih v pogovorni jezik, kot pa recimo gaserji. Oni govorijo bolj po balkanskem jeziku, pa manj angleškega slenga. Veliko je odvisno od družbe, v kateri se gibaš. Nekateri že v srednji šoli začnejo uporabljati manj slenga kot v osnovni šoli, pravi Filip. Mlajši, po mojem mnenju, malo več tega uporabljajo. Mi zdaj, ko počasi končujemo srednjo šolo, vedno manj, ampak še vedno ostaja to cool pa fair. Nekateri sprva slengovski izrazi pa se s časoma ustalijo tudi v splošnem pogovornem jeziku. Recimo besede kot so ful, cool, to je že zelo uveljavljeno, ne? Pri izrazu ful bi recimo rekli, da je v slovenski pogovorni jezik prišel iz angleščine, pa ni. V resnici v slovenščini ni mehanizma, zaradi katerega bi to prevzeli v tem pomenu, pač pa smo to prevzeli iz hrvaščine, ki je predtem prevzela iz angleščine. Se pravi, imajo puno dobro, ful dobro in od tega prevzamemo mi ta ful, ne? Kako hitro slengovski izrazi prihajajo in izginjajo, ni vedno enako. Pravzaprav ni pravila. Tako kot ni pravila, katera beseda se bo s časoma uveljavila kot del pogovornega jezika, pojasnjuje dr. Ježovnik. Hitrost spreminjanja slenga trenutno narekujejo družbena omrežja, pravi Žana. Zaradi tega, ker se mi zdi, da po večini teh izrazov, ki jih mi poberemo, jih poberemo iz socialnih omrežij. Meni se zdi, da mlajši še precej osnovnošolci uporabljajo NPC, kar je v igricah, ful ne, pa OMG, pa tak. Mi pa tudi serije, pa bolj socialno omrežje. V zadnjem času pa je velika sprememba to, da postaja sleng bolj del pisane besede kot govorjene. In to zato, ker mladi pišejo več kratkih sporočil oziroma tekstajo. Voiceov ne pošiljamo več toliko, ko smo jih. Edino, če je res kaj tako ful dolgo zapovedati, pa tek noben nima cajta za call, si pol voiceamo, zaradi tega, da ne rabiš pisati dobrih 10 minut. Well, ne končajo se vsi dejti srečno. Zdaj, ko sem tu mi speljala, se počutim kot boomer. To so nekatera sporočila, ki jih je od študentov in študentk zbrala raziskovalka, slovenistka Ina Poteko. In ne, to še ne pomeni, da je slovenščina ogrožena. Ti moji informanti, ki pišejo takšna sporočila, svojim profesorjem na fakulteti ne pošiljajo besedil preko elektronske pošte v taki obliki. Se pravi, da znajo zelo dobro ločiti, kaj je formalna situacija in kaj je zasebni govor. Ampak shame on you, da mi takole podaljšuješ že already excruciating dan. No worries, in naslednje kosilo on mi, ker zadnjič nisem nič plačal. To, kako pišejo sporočila, ne vpliva na neko splošno jezikovno poznavanje, ker je to samo del repertoarja. Tako kot se znamo prilagajati glede na to, s kom se pogovarjamo, tako se prilagajamo glede na to, s kom in preko česa si dopisujemo. Čeprav se nam zdi, da mladi vse več komunicirajo v angleščini, temu ni tako. Ena od raziskav, ki jo je izvedla Ina Poteko, je pokazala, da so kar 3/4 sporočil, ki jih mladi, stari povprečno 24 let, pošljajo svojim vrstnikom, napisana v slovenščini. In odstotek angleških besed v vseh sporočilih je bil le 8%, kar me je precej presenetilo. In samo 1/4 sporočil je sploh vsebovala vsaj eno angleško besedo. Je slovenščina za večino nekaj, kar si tudi sami pravzaprav želijo ohraniti in tudi zavestno izberejo kot nekaj, kar uporabljajo. Raziskava tudi kaže, da je mnogim v srednji šoli angleščina jezik, v katerem se lažje izražajo, ampak potem z odraščanjem, z vstopom na trg dela opazijo, da je vendarle njihov materni jezik tisti, v katerem se najbolje počutijo in s čimer tudi znajo operirati v različnih situacijah. Pri branju se nekoliko že pomikamo proti temu, da marsikaj preberejo v angleščini, medtem ko kar se tiče nekega poslušanja, kar gre seveda z roko v roki z gledanjem vsebin, kot so serije, filmi in poslušanjem glasbe, tam pa pri tej študentski populaciji dejansko poročajo, da poslušajo več stvari v angleščini kot v slovenščini. Učiteljice in učitelji angleščine na osnovnih šolah pa opažajo, da učenci včasih sploh ne poznajo slovenskega prevoda za neko angleško besedo.
Pri mogoče nam vsakdanjih stvareh, kot so naprimer žaluzije, rolete, dimnik, poznajo angleško besedo, slovenske pa ne. Tako da bo potrebno delati tudi besedišče pri pouku takšno, ki je nam vsakdanje, pa pri njih slovenska beseda šepa. Ja, pa si se ti sploh kje učila? Ne, ves čas si na telefonu. Ja, mami, sem se učila in nisem samo jaz na fonu, ampak so bili vsi na fonu. Veš kaj, en teden boš zdaj brez telefona. Pa kva? Pa ti si čist crazy, totalno overreactaš. Ti si sam low-key toxic. Ne vem, kaj drugega ti ne rečem, samo ena mitocena je, nič drugega. Da gredo starši najstnikom na živce ni nič nenavadnega ali novega, imajo pa zato nove izraze. Naprimer, delulu, da si pač odrasli nekaj narobe razlagajo ali pa da si njihov vrstnik kar nekaj domišlja. Če želijo užaliti vrstnika, pa mu rečejo ali napišejo, da je NPC, pa tudi da si weird. Weirdo. Weirdo, Ja. tako tudi v Sloveniji malo preoblikovano. Da si čudak. Da si čudak. in prav v pisanih sporočilih pomen slenga pride bolj do izraza kot v govoru. Ja, tam se mi zdi, da je bolj zaradi tega, ker so tudi krajšave. Naprimer, furil, ko prej nismo Ja. imela, je pol, ko tipkaš samo fr. Ja. Pa LOL, naprimer, lol, ti Ja. napišeš, se bolj smiselno sliši, kot ti napišeš na sporočilo lol. Ja. Tako živo je, malo cringe-no. Ja. Ločil namreč v sporočilih ne uporabljajo, so mi povedali, le izjemoma. Piko daš na koncu, ko si recimo jezen na nekoga, ali pa ko tek ti je vseeno, kaj si druga oseba misli, pa kaj je napisala, ali pa ko tek nekdo napiše nekaj takega, da boljš, da sploh ni. In takšne stvari, ki niso ravno poseganje v zasebnost, profesorica Zlodej pojasni tudi staršem, ki pogosto potarnajo, da otrok sploh ne razumejo več. Ja, jim povem v bistvu nek kontekst vsega dobesedno, pa je odvisno tudi od tona, s katerim izgovorijo to besedo učenci, oziroma zdaj sem zvedela za to piko na koncu, kaj pomeni, popolnoma spremeni pomen ok, kolikor lahko ja, povem staršem. Ne le ločila, tudi emoji oziroma emotikoni ali čustvenčki so zelo spolzek teren. Unko se joka ga uporabljamo za smeh, lobanjo tudi uporabljamo, tek, če je kaj smešno ali pa cringe. Ovenela vrtnica, tisto tudi uporabimo, to bi moglo biti kao, ko je nekaj žalostno, ampak mi tudi to uporabljamo, če je kaj smešno. Tudi Filip in Žana morata staršem razložiti pomene kakšnih sporočil. Kaj, naprimer, lol ali pa lemao, pomeni pa pač tudi potem razložim. Mi ni problem. Čas je pa smešno, definitivno. Ja, najbolj smešno je, ko povzamejo od nas kako besedo, pa sploh začnejo oni pol to uporabljati, to je nekako najbolj smešno. Za odrasle je bolje, da ne uporabljamo naslednjih izrazov. Cringe, boljši izraz je malo nerodno. Slej, boljše je, dobro si se odrezal. NPC, bolje je, razmisli svojo glavo. Sus, bolje je, to mi je malo sumljivo. In namesto delulu raje imaš malo nerealna pričakovanja. Ko to začne uporabljati neka starejša generacija, je stvar že pase. Tudi pri meni pa se kaže, da že pri svojih 28 letih nikakor nisem več v stiku z govorom, naprimer tistih v osnovnih šolah in v srednjih šolah. In mi je že tuj in je nekaj, česar ne uporabljam. Slengom sicer ni nič narobe. Zavedati se pa moramo, da ne gre za to, da bi bilo nekaj prav narobe, lepo, grdo, pač pa da če v nekem pogovoru, ne vem, zelo radnem položaju, ko se moramo recimo nekoč kasneje, ko smo v službi, že opravičiti šefu zaradi zamude in bomo tam nizali same slengizme, bomo izpadli zelo čudno. Zato gre. Bo šla danes zvečer kje ven? No, bom videla, če ne bo ful bedno. Bom šla, bom videla. Ful bedno. Kaj pa misliš s tem? Jaz sploh ne razumem, kaj ti govoriš. Ja, tako, pač, če ne bo samega NPC folka, pa kar ene drame, tako kaj skozi. Mami, pač, mislim, drugače govorimo, res ni tako dipno. Veliko izrazov mladi uporabljajo ironično ali pa nasprotno njegovemu dobesednemu pomenu in jih hitro menjajo. Ne pričakujejo pa, da bomo tudi mi govorili tako kot oni. Si pa želijo, da jih poslušamo, da jih kaj vprašamo in prosijo, da naj nehajo uporabljati emojije. Ja. Naj ne poskušajo biti neki tak cool. Ker je to je cringe. Ne snema TikTok plesov, pa jih objavljati, prosim.